lepotice, dobrodošle končno v novem videu. Kako sem jaz zelo vesela, da snemam, da lahko malo strnem vse misli tega mojega norega tedna. Najprej hvala. Rekord vseh pogledih v številu ogledov v enem dnevu, število všečkov na Instagramu, v številu novih naročnikov in seveda tudi v številu naročenih majčk. Presegli ste vse moje pričakovanja. Toliko sem vesela in ves trud se je poplačal. Nora sem vesela, ker vam je majčka toliko všeč, ker vam je pesem toliko všeč, ker vam je videospot toliko všeč, tako da res na tej točki en velik in ogromno hvala. Bom pa za vse tiste, ki majčko želite naročiti, pustila ponovno povezavo spodaj v opisu in tudi v komentarju. Tako da tiste, ki želite majčko naročiti, imate evo možnost jo tudi danes. Tako da vsa naročila jaz odpišem, jaz obdelam tiste, ki ste stopile oziroma naročile majčko, vse to že veste, kako poteka. In prve majčke so na poti, jaz pa ko mi čakam, da boš majčko nosila, da vidim, kako jo boš kombinirala. Ko prejmeš paketek, tudi ne pozab deliti kakšno slikco in na dva taka uradna hashtaga. En je hashtag lepotica in drug hashtag je lepotica, s tem, da je names oja srča, kakor je naš originalen logo. Tako da, full excited in ja, evo, danes pa gremo na nov video. Prejšnji video, se pravi ta en pred lepotico, vam je bil full všeč, največji modni kiksi vseh časov in ker ste pač me toliko razveselili s takšnim odzivom, sem vam tudi jaz želela takoj dati nekaj v zameno in rekla, da posnemam danes tak video, ko vem, da vam je všeč, ker ste tudi rekli, da želite drugi del. In evo, pripravila sem tukaj 10 bizarnih, čudnih fashion trendov, ki so dejansko v zunji, se dejansko prodajajo in tukajle je prvi. Camel toe, ne? Verjetno poznaš ta izraz, če slučajno ne. To je tista, kako bi rekla, črtica tam spodaj na perilu, ki jo ženske ponavadi želimo skrita, ne? Da se ne vidi naša recimo lepotička. In pazi to, zdaj ne vem točno, katera država je to bila, ki je izumila prav take gate, prav take spodnje hlače, s tako debelo kot neko peno in s tem izrezom tega camel toe. In to se dejansko prodaja, sem tudi zbrskala ceno, sem da slede odprem. 16 dolarjev boš odštela za takšne gatke, če bo želela še posebej poudariti svojo rožico, svojo lepotičko, tako da jaz tega ne razumem, ponovadi želimo to skrit, ne pa pokazati, ampak zdaj pa se prodaja. Naslednji bizaren trend, ki sem ga zbrskala, je tale čevelj, dvojni čevelj. Nekako ne razumem namen tega čevlja. Meni to deluje full scary. Da vidiš osebo, ki ima v bistvu na nogi dva čevlja, pa si niti ne veš, ali hodi naprej ali hodi nazaj. Tale znamka čevlja se drugače imenuje Hood by Air, sicer jih ne prodajo več, sem pa preverila sicer ceno teh njihovih modelov in se prodaja kar tam od 400 evrov naprej. Tako da, glede na to, da tukaj dobiš dva čevlja, bi si kar upala trditi, da je bila cena tam blizu 800 evrov. Pa sem zbrskala še ene bizarne čevlje. In to so, drage moje, tele čevlje, tele panke v obliki ribe. Zdaj to mi je tudi tako malo kar strašljivo. Meni so te čevlje tako, bom rekla, kar direkt ogabne. Si predstavljate poleti, da imaš oblečeno eno lepo oblekco in na nogah ribo. Ali pa bog ne daj na morju. Bo izgledalo, da si res tam ulovila eno ribo, jo dala na svoje panke in nosila. Sem zbrskala ceno za tele. Na Amazonu se prodaja za 22 dolarjev, kar je nekako solidna cena, ampak glede na to, koliko so bizarne in nevšečne, bom prijazno rekla, ne bi dala niti evra. Pa še ene bizarne japanke sem zbrskala, to pa so tele japanke v obliki tipkovnice. Definitivno za vse ljubitelje računalnikov, elektronike, kaj tazga pride prav, ampak spet predstavljaj si sošolca v takih japankah. Jaz si ne. This is the only logical explanation. Sam res! Sicer pravijo, da se moraš obleči glede na obliko svoje postave. Ampak ni mi jasen, kako mu hlače ne padajo dol.
ker jih ima res ful nizko. Razen, če ima res tako obliko postave. Pa imam pa tukaj še en bizaren trend, to pa so bikini hlače. Dobiš jih, oziroma prihajajo iz Brazilije, dobiš jih na Amazonu in sicer za $53. In moj prvi pomislek, ko pogledam tele hlače je, zdaj, jaz recimo hlače nosim tudi 2 dni zapored, včasih tudi 3. Priznam, pravijo, da če na glas poveš, da ti je pol oproščeno. Ampak recimo, ne, da bi te hlače nosila 2 dni zapored, pa se to zgleda, kot da imaš 2 dni iste gate, kar pa ni več tako seksi, kakor tele hlače mogoče izgledajo na prvi pogled. Meni je definitivno to totalno preveč. To, če pogledaš, koliko so dejansko nizko te hlače narejene, pa to imaš pol riti v zuni. Pa imamo tukaj eno smešno slikco od Justina Bieberja, kjer piše "He look like will piece of chicken, I see no difference." Pa res gledal kot en pečen, sveže pečen zrezek na žaru. Mogoče je bilo ful mrzlo, pa je na hiter pograbil deko od doma in šel v klub nastopati, oziroma kamorkoli že. Is it too late now to say sorry? Ali to je njegov komad? Hudo. Justin, mislim, da se znaš boljš obleči kot tole. Ponovno imamo ene hlače in tele hlače, drage moje, stanejo $168. Bom dala ponovno tukaj, koliko je to pretvornik v evre. Zdaj, moj prvi pomislek, ko gledam tele hlače, je, da je ta cena absolutno previsoka, glede na to, koliko malo blaga tukaj dobiš, ker to je samo par teh trakcev in to je to. Pa tudi ful me zanima, kako so bile te hlače dejansko narejene. A so najprej naredili običajne kavbojke, pa jih pol toliko razrezali, ali so samo neke te ostanke blaga drugih kavbojk v tisti kovarni sešili. To bi bilo zelo zanimivo videti, ampak jaz mislim, da je tale cena absolutno predraga za to, koliko dejansko malo produkta dobiš. Pa ajde, če pustimo ceno ob strani. Tukaj vse pokažeš, tukaj hlače praktično ne igrajo nobene vloge, ker, mislim, ne vem, a ti bi to nosila, da mi zapiš spodaj v komentar, ampak tle dejansko vse razkriješ. Pa, kar je še najbolj smešno narejen, da žepe so pa dali prav cele, da zgleda res prav grdo. Pa imamo pa tukaj eno oblekco, ki naj bi te naredila ožjega. Vse v redu in prav, pač res je ob strani bolj temna in zato pač skrije neke te odvečne kilograme, po sredini svetla in zato pozornost pritegne pač na center obleke. Ampak, joj tis ampak, ne? Mogoče je katera med vami že opazila, ampak, a te tale sveto-bež del na kaj spominja. Pa ima pa še tukaj neko, a je to vzorček tlele pod ovratnikom, ali je to dejansko tako narejena obleka, ampak a si predstavljaš Bogo gospo, ki je videla to slikico ali v nekem družinskem albumu in potem kasneje na sliki in zdaj se, oziroma na internetu, in zdaj se ji cel svet smeji, ker ima pač obliko tiste besede na P. Boga, meni se prav smilno. Pa kdo kakšno tako obliko naredi? To je bilo pa prav za nalaž. Jaz obožujem znamko Victoria's Secret, mislim, da imajo ful lepo perilo, ful lepe kopalke, tudi vsak let zelo zanimanjem spremljam tisti njihov šov, ker je res vedno nekaj posebenega in res tako perilo, ki je dostopno, nažalost sicer v Sloveniji tega ni mogoče kdaj, ampak kadar sem v tujini, vedno rada zavijam v Victoria's Secret. Se pa jim na vsake toliko časa zgodi tudi kakšen modni kiks in to se mi je mislim, da zgodi tukaj pri telih kopalkah, kjer so tele nesrečne barvine veje postavili na kar mal nerodno mesto, pa bi dali vsaj zeleno barvo, ne ravno to rjavo in dejansko zgleda, če bi tole nosil, kada ti je ušlo, ali da imaš res ful umazane kopalke, kar definitivno na plaži ne želimo imeti. Pa imam pa tukaj ene smešne hlače, stanejo $114, dobiš jih na AliExpressu in so v bistvu hlače in škornji v enem. Zdaj, ok, že tako sama ideja v redu nekaj novega, ampak jaz recimo ne bi nosila. Moj prvi pomislek, ko vidim te hlače je, kaj če greš recimo nekam na obisk in želijo, da se sesuješ? Kaj pol daš cele hlače dol? Ali pa če te lulat? Ne. Pa imam pa tukaj ponovno ene zelo zanimive čevlje in tukaj me je sezula cena. Teli čevlji s peto se imenujejo Highlighter Heels in verjetno te je peta takoj spomnila na tisti marker, ki smo ga uporabljali vse študentke, šolarke oziroma vsak, ki se je kdaj srečeval, kako bi rekla, z nečem, da se mora nekaj naučiti, ker res zelo prav pride, da počrtuješ pridno snov, a ne? In domislili so si, da bodo ta flomaster uporabili namesto pete in zaračunali za tale par čevljev, pazi to,
$98. Bom ponovno tukaj spodaj dala pretvorbo v evre, ampak cena je definitivno bizarna. Bizaren je tudi izbor pete. Jaz mislim, če si res želiš tele čevlje imeti, pograf flomaster, pej do očja, pej do detka, naj ti nabije ta marker na peto in boš imela take za, koliko pa stane, recimo €1. Zbrskala sem 3 bizarne kopalke, mislim, fuj. Tele kopalke sem že lani zasledila na Instagramu, mislim da, in sem si rekla, najte mi žensko, ki bi te kopalke nosila. Mislim, enodelne kopalke z poslikavo moškega dlakastega telesa. Jaz to ne oblečem za noben denar. Pa imamo še enak ali pa še bolj bizarne enodelne kopalke, ki izgleda, kot da bi se ti videli noter vsi organi. Tudi ne razumem, kdo bi to nosil. Pa še tretje tipa, niso tako zelo bizarne, ampak so vzaj hecne. To recimo po moje pride v poštev, ko imaš neko poslovno srečanje, recimo v službi, resni službi, nek sestanek ob morju in veš, da bo tam recimo tudi tvoj direktor in še vedno želiš izgledati profesionalna, ampak seveda se namakati v bazenu. Pa imam pa tukaj še en tak hiter pregled, po mojem mnenju, tudi bizarnih modnih kiksov. Tlele imamo kapo z obliko, s poslikavo možganov, zgleda, kot da imaš vse odprt, jaz ne bi nosila. Pa imamo tukaj oblekco, ki je oblika hamburgera, čeprav to bi dejansko pri meni prišlo v poštev za kakšen pust. V roko bi dala rekvizit, recimo hamburger, tam je tudi vprašanje, koliko časa bi zdržal samo v roki, in malo poličkih kakšen kečap in mislim, da bi bila čisto odlična pustna maska. Pa še tretji, po mojem mnenju, bizaren trend, mislim, da moj fant pride takole oblečen, cel v čipki, srajca v čipki, hlače v čipki, da se čisto vidijo boksarce. Po mojem se skrijem in laufam domov, kakor hiter lahko. Sem pa zbrskala oziroma našla še eno majčko. Ta pa ni bizarna, a je tako. Naj te že enkrat spomnim, da majčko še vedno lahko naroči s klikom na povezavo, ki jo bom dala v opisu. Cena je €19,90, gre za mojo znamko, katera je nekako cvetela, rasla več kot pol leta oziroma kar 1 leto od ideje, imenuje se torej Lepotica. Cena majčka je €19,90 in če torej naročiš je lahko s klikom na povezavo, bom dala torej v opis, da boš direktno vse poklikala. Če želiš vedeti vse o znamki in si zamudila prejšnji video, skoč na video z naslovom Nekaj ti moram povedati, kjer boš našla tudi pesem in kjer boš našla tudi video spot. Tako da, še enkrat hvala za podporo, hvala vsem, ki ste naročili majčko, hvala vsem, ki še boste, vse ostale, vem, da si zaradi finančnih razlogov vse majčke pa ne morete privoščiti, vam pa sem podarila glasbo, ker kaj je lepšega, kakor pristna, iskrena glasba narejena za vas. Tako da, hvala za tvojo podporo, se gledava naslednjič, poljubčki, čau! Lepotica, lepotica, počuti se vidno kot kraljica. Lepotica, lepotica, bodi to, kar si.